Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovane krajanke in krajani Usluševcev in Podgorcev, spoštovani gospod župan občine Ormož Danijel Brbnjak, podžupan Zlatan Fafolič, direktorica Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport občine Ormož, gospa Valerija Kolenko, dragi gostje, lepo pozdravljeni na slovesnosti, ki smo jo pripravili v okviru praznovanja 100-letnice otvoritve železniške postaje, ali kakor jo imenujemo v lokalnem okolju stanice v Usluševcih. Za prijeten uvod v današnje praznovanje so poskrbeli godbana pihala Slovenskih železnic iz Zidanega mosta, ki jo vodi dirigent Rok Pelc. Železniška postaja ali stanica v Usluševcih je bila predana v uporabo točno pred 100 leti, na današnji dan, z okrožnico številka 75-3/26, ki jo je izdala Direkcija Državne železnice Ljubljana v takratni skupni kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Navajam sporočilo iz originala okrožnice. V nedeljo, dne 13. junija 1926, se otvori desno proge Pragersko-Kotoriba na kilometru 31-425 med postajo Moškanci in postajališče Velika nedelja, novo postajališče Usluševci. Povodom te otvoritve se prenese v postajališčno zgradbo tudi vlakojavnica številka 4, čije dosedanja službena utica se odstrani. Prostorni signali vlakojavnice ostanejo na starih postojankah. V postajališčni zgradbi se nahaja službeni prostor za izdajo kart in vršitev vlakojavne službe, čakalnica za potujoče občinstvo in shramba za material in kurivo. Levo postajališčne zgradbe stoji javno stranišče in na vsako stran prostornih signalov vlakojavnice se razteza po 120 metrov dolg peron. Postajališče je komercialno in računsko podrejeno postaji Moškanci, administrativno pa gradbenemu oddeljenju direkcije. V postajališču Usluševci imajo postanek pod 1 minuto vlake številka od 811 do 820, 831 in 832. Vlaki obeh smeri ustavijo strojem koncem postajališčnega perona pred pripadajočim prostornim signalom vlakojavnice. Prva vlaka, ki imata dne 13. junija 1926, torej pred 100 leti, postanek v Usluševcih, sta vlaka številka 815 in 816. Postaja Usluševci odpravlja potnike direktno, karte prodaja čuvaj vlakojavnice, prtljago se prevzema v prevoz samo proti doplačilu. Potnik mora prevzeti prtljago, namenjeno za postajališče Usluševci, takoj po prihodu vlaka, sicer jo vlak do prihodnje postaje v smislu določb saobračajne uredbe 34-2/3 odstrani, je zapisal inženir Šneler v poslani okrožnici. Konec navedka. Spoštovane in spoštovani, postajališče Usluševci je postalo pomembna transportna povezava vseh vrst blaga, od živil in kmetijskih pridelkov in izdelkov do premoga in cementa, ki so ga natovarili dnevno na 2 ali 3 vagone. Iz Usluševcev so na tržu vozili sadje, zelenjavo, za časa delovanja rudnikov v Podgorcih in Vičancih pa tudi je bila pomembno postajališče za natovarjanje premoga. Kasneje je bil pomemben pridelek tudi sladkorna pesa. Železniška postaja Usluševci je bila pred začetkom modernizacije s elektrifikacijo proge Pragersko-Hodoš predvidena za rušenje. Prizadevni domačin, zdajšnji predsednik društva Prleški železničar Janko Korpar, je s Slovenskimi železnicami sklenil dogovor za ohranitev, saj ima na postajo Usluševci tudi sentimentalne spomine. Namreč njegov dedek, Jakob Korpar, je zemljišče, kjer so postavili postajo, leta 1908 odprodal železnici. Sedež društva Prleški železničar na stanici v Usluševcih je pomemben prostor za ohranjanje preteklosti, tako v tehničnem kot tudi v družabnem smislu, saj se tukaj srečujejo generacije tistih, ki imajo pozitiven odnos do spoštovanja preteklosti. V nadaljevanju se nam bo predstavila ena najboljših godb, zagotovo v Sloveniji in tudi v svetu. Zakaj boste slišali v obrazložitvi? Godba Slovenskih železnic je pihalni orkester iz Zidanega mosta, ki deluje že več kot 120 let. Ohranja svojo izvorno in kulturno identiteto in ohranja najvišjo kakovostno raven koncertiranja v Sloveniji.
S svojim delovanjem je godba močno presegla lokalno okolje, iz katerega izhaja, in se umestila kot kulturni ambasador slovenskih železničarjev, ki suvereno predstavljajo slovensko kulturo in vrhunsko glasbo po vsem svetu. Godba slovenskih železnic, spoštovane in spoštovani, je letos marca na tekmovanju Flicorno de Oro v Italiji, ki velja za eno najprestižnejših in najzahtevnejših v Evropi, dosegla izjemen uspeh. In sicer, prejeli so prvo nagrado v prvi težavnostni skupini ter postali tudi absolutni zmagovalci tekmovanja in prinesli domov prestižni pokal Trofeo Flicorno de Oro 2026. In temu velja iskreno zaploskati. Ob številnih uspehih na najvišji državni in mednarodni ravni so godbenice in godbeniki predani ustvarjanju glasbe in ponosno ohranjajo svoje osnovno poslanstvo. Že od davnega leta 1902 predstavljajo tradicijo svojega domačega kraja ter bogato slovensko in kulturno dediščino doma in v tujini. In kar je še najbolj pomembno, vzpon v najvišjo kakovostno skupino slovenskih godb. Godba slovenskih železnic je namreč edina slovenska godba, ki je v zgolj 5 letih uspelo napredovati iz najnižje v najtežjo zahtevnostno skupino na tekmovanjih Zveze slovenskih godb. Godbeniki so tako gostovali in predstavljali slovensko kulturo v številnih državah, med drugim v Združenih državah Amerike, Kanadi, Španiji, Nemčiji, Franciji, na Hrvaškem, Avstraliji, Nove Zelandiji in na Turčiji. Leta 2022 pa je godba slovesno beležila 120 let neprekinjenega delovanja, kar jo uvršča med najstarejše delujoče godbe v Sloveniji. Tudi temu velja zaploskati. Godba slovenskih železnic ni le glasbenih sestav, temveč pomemben kulturni ambasador Slovenije. S koncerti, nastopi na državnih in lokalnih prireditvah ter mednarodnimi gostovanji že več kot stoletje ohranja tradicijo godbeništva in bogati kulturno življenje Zidanega mostu ter širšega slovenskega prostora. Seveda je za vsako uspešno godbo tudi še bolj uspešen dirigent. Rok Pelc je glasbeni učitelj, profesionalni glasbenik in aranžer z bogatimi glasbenimi izkušnjami. Vlogo dirigenta godbe slovenskih železnic je prevzel leta 2024 in postavil temelje za nadaljevanje glasbenega razvoja orkestra. Svoje prve korake v orkestralni glasbi je naredil prav v godbi iz Zidanega mostu, saj je njen član od leta 1999. Je človek, ki v strokovni funkciji dirigenta uteleša kreativnost, predanost in sodelovanje. In danes je z nami, tako kot godba slovenskih železnic iz Zidanega mostu. Zaigrali bodo skladbo našega domačina Vinka Štrucla, Železna cesta, solo vokalist pa bo Janez Krivec. Izvolite. Triglava pa do morja praznuje vsa Slovenija. Spominski dan na prvi vlak iz daljnega sveta. 100 let in pol železnica življenje naše že pozna. Ob njej vladar železničar pozdravlja vsakega. 100 let in pol Klapon je bil, romantično se je iskril, že včeraj pa sodobni vlak prihodnost je zavil. Mostovi so povezali vse kraje, mesta in ljudi. Lepo nam je, ker vsak predor se sonca veseli. Ljubljano, Celje in Sežano, železna cesta je prišla. Čez Štajersko dol na Primorsko, odprta je Slovenija. Od Triglava pa do morja praznuje vsa Slovenija. Spomin
vlak iz daljnega sveta. Mostovi so povezali vse kraje, mesta in ljudi. Lepo nam je tu praznovati, saj pelje vlak, kjer smo doma. Zdaj srečno pot čez Dravski most na vse strani sveta. Lepa hvala godbi Slovenskih železnic in solistu Janezu Krivcu za prisrčen nastop. Stoletnica postaje v Sluševci sopada tudi s praznovanjem 7. občinskega praznika občine Ormož, ki ga namenjamo veselju ob dosežkih, ki občino Ormož, njeno vodstvo in vse občanke ter občane delajo vse bolj prepoznavne v širšem slovenskem prostoru. K besedi ob tej priložnosti vabim župana občine Ormož, gospoda Danijela Vrbnika, magistra poslovnih ved. Prosim. Spoštovane in spoštovani zbrani, posebej pozdravljam vse krajanke, krajane, krajevne skupnosti Podgorci, seveda tudi članice, člane Prleškega železničarja, kot tudi vse predstavnike Slovenskih železnic, tudi hvala godbi za res prelepo zaigrane melodije. Lepo vas pozdravljam v našem tudi občinskem prazniku. Lepo je videti, ko se v naši občini dogaja, lepo je videti, ko se društva trudijo ob takšnih drugih dogodkih in res je posebno zahvalo potrebno dati Prleškemu železničarju, ki se trudi ob vsej tej zgodovini, ob samem postajališču v Sluševcih, ob same železniški progi. Vidite, da se polno dogaja, konec koncev zrastle kar nekaj stvari, na katere smo lahko tudi z turističnega vidika zelo ponosni. Ohranja se pomembna dediščina Slovenskih železnic in prav je in zahvala, da se jim tudi ob takšni obletnici, kot je danes, 100 let postajališča v Sluševci. Slišali smo prej eno lepo zgodovino, kaj je postajališče pomenilo za ta kraj skozi celotno zgodovino, kaj pomeni dobra povezava, se pravi železnic skozi kraj, skozi občino in seveda smo na vse skupaj lahko izjemno in izredno ponosni. Še večjim ponosom lahko, ker je tudi praznik občinski in ko poudarjamo tudi naša velika imena. Slišali smo danes tudi pri zaigrani melodiji gospoda Vinka Štrucla, konec koncev naš občan, s katerim se lahko ponašamo in kar lahko tudi naznanimo, da bomo tudi v letošnjem letu, v času martinovanja, ko imamo tekmovanje godb, tudi postavljali doprsni kip za njegovo zahvalo. Konec koncev ponese je slovensko melodijo daleč naokrog in prav je, da se takšnemu velikemu človeku tudi zahvalimo v imenu občine Ormož. Še enkrat hvala vsem za ves vaš trud. Vidite, da živimo v prelepi, odlični občini, kjer živijo prekrasni in pa marljivi ljudje. To se konec koncev vidi tudi po današnjem sončnem vremenu. Sicer radi bi, da bi čas mogoče par dni nazaj, kar se je dogajalo, zavrteli kdaj drugič, ampak verjamem, da bomo tudi to skupaj prebrodili. Še enkrat hvala vsem organizatorjem, ki se trudite za vse storjeno. Drugače pa ena lepa dobrodošlica v naši občini vedno, lepa dobrodošlica v naši destinaciji Jeruzalem Slovenija. Še enkrat pa zahvala Prleškemu železničarju, vsem članicam in članom, vsem tistim, ki jim pomagate, da nastaja prav na tem kočku naše občine Ormož to, na kar smo lahko izjemno ponosni. Še enkrat hvala in pa seveda lep dan naprej. Lepa hvala za besede nagovora županu občine Ormož, Danijelu Vrbniku. Še enega govornika imamo danes, točneje govornico. To je gospa Nina Avbelj Lekić, delavska direktorica Slovenskih železnic, ki pa je obenem tudi predsednica godbe, ki jo danes poslušate. Godbe Slovenskih železnic iz Zidanega mostu. Gospa Nina Avbelj Lekić, izvolite.
Lep pozdrav tudi z moje strani, spoštovane krajanke in krajani, spoštovani člani društva Prleški železničar, spoštovani ljubitelji železnic. Veliko veselje in čast mi je, da sem danes tukaj z vami v Prlekiji, med ljudmi, ki znate ceniti zgodovino in ki jo ohranjate tudi za prihodnje rodove. Še posebej me veseli, da lahko skupaj praznujemo ta jubilej. 100 let postajališča v Sluševci je poseben mejnik za ta kraj in za vse ljudi, ki ste bili tukaj z njim povezani skozi generacije. In to ni zgolj naključje. Pred leti bi se lahko zgodba tega kraja lahko razvila zelo drugače. Stara postajna stavba bi izginila in z njo tudi dragocen del železniške zgodovine. In zato je današnji dan posebna priložnost, ne samo, da obeležujemo 100-letnico postajališča, ampak predvsem, da se zahvalimo tistim, ki so zaslužni, da je bila dediščina ohranjena. Posebna zahvala gre za to članom društva Prleški železničar, posebej Janku Korparju in pa Francu Zemljiču, ki sta v stari postajni stavbi videla priložnost in sta že iz odpisane nekdanje čakalnice je nastal muzej, vsi stari dokumenti pa so postali zbirka, ki si jo lahko ogledujejo nove in mlajše generacije in obujajo spomine na železnico. Učni center železniške zgodovine. Učni center železniške zgodovine privablja ljudi od blizu in daleč. Vem, da jih več tisoč pride vsako leto v vaše kraje, na kar ste sigurno lahko zelo ponosni. Tukaj si lahko ogledujejo vagone, restaurirano lokomotivo, dokumente, celo prometni urad in še mnogo kaj drugega. Ta jubilej je dejansko poklon vam. Na to, kar ste ustvarili, ste lahko iskreno ponosni. Zato se vam v mojem imenu in v imenu Slovenskih železnic iskreno zahvaljujem za vse, kar ste naredili, kar delate in kar boste storili še v prihodnje za ohranjanje dediščine. In če se za hip ozrem še v prihodnost, kako ta ne bi bila svetla, ko pa s slovenskimi železnicami tukaj krajani Osluševcev že drugo leto skupaj sejemo sončno prihodnost. Vesela sem, da ste del tega projekta in se resnično veselim, ko bo konec poletja, ko bojo sončnice tukaj zacvetele in bo vaš kraj postal še lepši, tudi potniki bojo imeli z vlaka še lepše in osupljivejše poglede. Za konec naj vam rečem še samo to. Vesela sem, da sem danes tukaj z vami med ljudmi, ki ne le živite ob železnici, ampak živite za železnico. Lepo praznovanje vam želim še naprej in srečno. Lepa hvala za besede pozdravnega nagovora tudi delavski direktorici Slovenskih železnic, gospe Nini Avbelj-Lekić. Zdaj veste, zakaj so člani godbe Napihala Slovenskih železnic iz Zidanega mostu tako zelo uspešni. Tudi zato, ker imajo uspešno menedžerko, ki trži njihove nastope. Namreč ona proda nastop preden slišijo, kako igrajo. Pričakoval sem vaš aplavz. Hvala lepa. V mesecu maju smo posadili sončnična semena v okviru projekta Sejemo sončno prihodnost, ki ga vodijo Slovenske železnice in v katerem sodeluje tudi občina Ormož. Semena so vzklila, zato si je sončni vrt, ki bo v polnem cvetenju razveseljeval številne potnike na vlakih in mimoidoče, mogoče danes tudi ogledati. Vam, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, pa bo danes v nadaljevanju današnje slovesnosti pripadla tudi posebna čast simbolično posaditi semena sončnic na sončnem vrtu, kjer je postavljena tudi posebna tabla Sončni vrt Osluševci, ki opozarja in spominja na obstoj sončnega vrta. Njegov skrbnik je kmetovalec Janko Erhatič, ki ga prosim, da izstopi, da ga vidite. Janko, pridi bliže, da te vidimo, ki je poskrbel za pripravo zemlje in nego sončnic, ki jo te v fazi rasti še kako potrebujejo. In zdaj se vrnemo še malo k godbi Slovenskih železnic. Godba ni zgolj skupina glasbenikov, je skupina ljudi različnih generacij, poklicev in življenjskih poti, ki jih povezuje ljubezen do glasbe. Vsaka vaja, vsak koncert in vsak nastop priča o njihovi vztrajnosti, disciplini in medsebojnem spoštovanju.
Za vsako odigrano skladbo se skrivajo številne ure odrekanja in želje po odličnosti. V svoji bogati zgodovini je godba dosegla številčne uspehe. Svojo kakovostjo je ohranila tudi najvišje stopnje slovenskega godbeništva, navduševala občinstva na mednarodnih festivalih in s svojimi nastopi ponesla ime Slovenije daleč preko njenih meja. A največji uspeh godbe niso priznanje, pokali ali aplavzi. Njen največji uspeh so ljudje, ki so že več kot 120 let nagnjeni k ohranjanju tradicije, bogatitvi kulturnega življenja in dokazu, da glasba povezuje srca bolj kot katerikoli jezik. Zato, spoštovani godbeniki, dovolite, da vam danes izrazimo zahvalo za vsak vaš ton, ki ga podarite nam poslušalcem. Hvala za vse praznike, slovesnosti in trenutke ponosa, ki ste jih svojo glasbo polepšali številnim generacijam. Hvala, ker ohranjate dediščino svojih prednikov in jo predajate mladim rodovom. Naj vas tudi v prihodnje spremljajo navdih, prijateljstvo in veselje do skupnega druženja. Naj vaša glasba še naprej odmeva po slovenskih krajih in daleč preko naših meja. V ljudeh prebuja ponos, upanje in dobro voljo. Ob nastopu na 100-letnici Postajališča v Sluševci vam izrekamo iskrene čestitke, globoko spoštovanje in najlepše želje za prihodnost. Živela godba slovenskih železnic in živela glasba! Hvala lepa uradni godbi slovenskih železnic iz Zidanega mostu za odigrano melodijo in hvala predsedniku Društva Prleških železničar, da je naročil zatemnitev z oblaki, ki vse malo umilijo današnjo pripeko. Spoštovane in spoštovani, preden sklenemo uradni del slovesnosti, naj še enkrat povem, da današnji dogodek sovpada z 7. občinskim praznikom občine Ormož in pa seveda projektom slovenskih železnic Sadimo sončno prihodnost. V mesecu maju smo sicer semena že posajali, danes pa vam pripada posebna čast vsem vam, da na poseben dan, ko praznujemo 100-letnico Postajališča v Sluševci, še sami zasejete svoje semena sončnic, ki bodo kasneje po vzniku in bujni rasti spominjale na današnji slovesni dogodek. Zato vas vse prisotne vabim, da se sprehodimo do pripravljene njive za setev sončničnih semen. Seveda bodo za to, da bo korak strumnejši, poskrbeli tudi odlične godbenice in godbeniki.
Vseh skupaj je v orkestru sicer preko 80. Danes jih je Rok Pelc, njihov dirigent, tukaj v slušalce povabil 35 in to tiste najboljše. Po zasaditvi pa ste vabljeni na skupno druženje o pripravljeni pogostitvi za vse prisotne. Da ne bo kakšnih presenečenj, naj povem, da je današnjo pogostitev pripravil podgorski kuharski mojster, profesor kuhanja Darko Marin in skuhal podgorski piskar. Za vse navzoče pa bodo sledili tudi krepčilni napitki, ki so jih pripravile članice in člani društva Prleški železničar. Vsem vam, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, dragi gostje, najdlje so naši gostje prišli tudi iz Nizozemske, greetings from Netherland guests, ki ste popestrili današnjo slovesnost ob stoletnici postajališča v Sluševci. Želim vam prijetno druženje v nadaljevanju, ter želim, da se udeležite vseh prireditev, ki jih v čast 7. občinskega praznika občina Ormož tudi pripravlja. Danes popoldan si lahko še ogledate razstavo za izbor najstarodobnika, ki poteka v Ormožu pri Ormoškem gradu, nato pa vas ob 15. uri še vabimo na dneve turizma, ki jo pripravlja Javni zavod za turizem, kulturo in šport občine Ormož. Imejte se lepo, ostanite zdravi in ohranite svojo pokončnost in strumnost. To nam v slovenskem prostoru tlakuje pot za lepšo in srečnejšo prihodnost. Hvala vam. Izvolite, evo tu leopard.
To je še ena predaja, tiste so. Hvala lepa. Sestanka. Najlepša hvala tudi z naše strani, z strani občine Ormož in pa tudi vseh krajanov, ki tukaj živijo in se res trudijo, da pač nas bodo tukaj nastajajo. Jaz bi res pohvalil Slovenske železnice za vse vaše za vse projekte, kjer sodelujemo. Konec koncev vedno je začutiti, da imamo na drugi strani partnerja s prisluhom, in to se nam zdi izjemno pomembno. Tako da bi se vam tudi zahvalili vedno vseh občanov občine Ormož za ves vaš trud, za ves vaš doprinos in pa za vse projekte, ki so res usmerjeni trajnostno in za vse služijo izjemno. Tako da iskreno hvala. Seveda bomo na primerno mesto postavili, da se bomo odzmolili vseh teh dogodkov in vsega, kar dobro delamo za naravo in za vse tiste, ki pridejo s me. Hvala lepa.